Lepo pozdravljene, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Z mojim spoštovanim kolegom, magistrem Andrejem Širclom, ki je tudi član odbora za zunanjo politiko, bova predstavila interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve, gospoda Karla Viktorja Erjavca, ki smo jo podpisali vsi poslanci poslanske skupine Nove Slovenije in poslanci poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Za celovitejše razumevanje konteksta interpelacije želim uvodoma spomniti, da sem v funkciji predsednika odbora za zunanjo politiko poleti v času izbruha mednarodne vohunske afere večkrat izjavil, da smo v situaciji, ko je potrebno interes države postavljati pred interes političnih strank. Tako sem iskreno takrat tudi ravnal in celo sodeloval na novinarski konferenci skupaj z ministrom za zunanje zadeve, gospodom Karlom Viktorjem Erjavcem na Mladiki. Takrat zlasti poslanci Nove Slovenije nismo želeli zaostrovati odnosov z ministrom za zunanje zadeve. Dejstvo pa je, da se je v zadnjem obdobju nabralo veliko škodljivih dejanj ministra za zunanje zadeve, Karla Viktorja Erjavca, da z interpelacijo preprosto ne moremo več odlašati in je interpelacija racionalno dejanje opozicije v okviru nadzorne funkcije državnega zbora nad delom vlade. Po 25 letih plebiscitarne odločitve državljanov za samostojno državo in po 11 letih referendumske odločitve za vstop Republike Slovenije v evroatlantske integracije, potrebujemo zunanjo politiko Republike Slovenije v skladu z ustavo in v skladu z zakonom. Ne potrebujemo zunanje politike Karla Viktorja Erjavca. Če Karl Viktor Erjavec misli, da bo razprava o interpelaciji, torej razprava o vprašanju quo vadis slovenska zunanja politika, izgubljeni dan v državnem zboru, potem se naj zamisli, koliko izgubljenih dni in izgubljenih priložnosti je imela Slovenija pod njegovim vodenjem Ministrstva za zunanje zadeve. Občutek je, da se Karl Viktor Erjavec velikokrat obnaša, kot da nad njim ni nikogar. Z interpelacijo Karla Viktorja Erjavca, ministra za zunanje zadeve, tudi sporočamo, da je nad njim in nad vlado državni zbor. Ta interpelacija ne ruši vlade. Ta interpelacija ne ruši vlade. Če bo Karl Viktor Erjavec razrešen, lahko to vlado in koalicijo zruši on sam. Če pa Karl Viktor Erjavec ne bo razrešen, opozarjamo predsednika vlade, gospoda Mira Cerarja, da se bo s Karlom Viktorjem Erjavcem kot ministrom za zunanje zadeve njegova vlada bo še samo bolj tonila. Zato predsedniku vlade, doktorju Miru Cerarju, dajemo možnost, da ministra za zunanje zadeve Karla Viktorja Erjavca zamenja sam. V naslednjem trenutku mi interpelacijo umaknemo. In zdaj dovolite na hitro samo, da naštejem razloge, zaradi katerih smo spisali in bomo čez 1 uro vložili interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve Karla Viktorja Erjavca. Navajamo zgolj 4 ključne razloge oziroma sklope razlogov. Prvič, interpelacijo vlagamo zaradi vodenja improvizirane, nedosledne, nejasne, nenačelne, neodločne, nerazumljive, neučinkovite in statične, torej z eno besedo zgrešene zunanje politike Republike Slovenije. Čeprav je državni zbor 10. julija 2015 sprejel deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, se zunanja politika Republike Slovenije ni spremenila, spremembe se tudi ne nakazujejo. Torej minister za zunanje zadeve krši 2. člen zakona o zunanjih zadevah, ker ne, citiram,
izvaja upravljanje zunanjih zadev v skladu s splošnimi usmeritvami, ki jih določa Državni zbor. Drugič, interpelacijo vlagamo zaradi opuščanja dolžnega nadzora in neukrepanja na podlagi poročila o nadzoru glavnega diplomatskega nadzornika proti odgovornim diplomatom, ki so ga na slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavnikih in na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije zagrešili hude nepravilnosti in finančne malverzacije, ki so imele za posledico materialno oškodovanje za državni proračun in slovenske davkoplačevalce, ter zmanjšujejo ugled Republike Slovenije in slovenske diplomacije v mednarodni skupnosti. Tretjič, interpelacijo vlagamo zaradi odsotnosti strokovne kadrovske politike na Ministrstvu za zunanje zadeve, kar se kaže v klientelističnem kadrovanju, sistematičnih kršitvah človekovih pravic do dela, 49. člen slovenske ustave, politizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in negativni kadrovski selekciji, ki znižuje kvaliteto dela Ministrstva za zunanje zadeve ter demotivira ostale zaposlene na ministrstvu. In četrti sklop, interpelacijo vlagamo zaradi nepremišljenih, neodgovornih in nedržavotvornih izjav v zvezi z zaupnim postopkom arbitraže o meji z Republiko Hrvaško in v zvezi s priznanjem Palestine, pa tudi v zvezi z migrantsko krizo in morebitnimi skrajneži, tako imenovane islamske države, ki so rezultirale v drastično zmanjšanje kredibilnosti in zunanje politične prepoznavnosti naše države, kar predstavlja tudi eklatantno kršitev koalicijskega sporazuma o sodelovanju v vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014 do 2018, v katerem je v poglavju zunanja politika, kar v prvem odstavku med drugim zapisano, citiram: ključna zunanje politična usmeritev bo povrnitev kredibilnosti in krepitev zunanje politične prepoznavnosti države in vseh naših ljudi doma in po svetu. Konec citata. To koalicijsko pogodbo oziroma koalicijski sporazum je podpisal seveda tudi gospod Karl Viktor Erjavec.